Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. V tokratni oddaji bomo malce več govorili o industrijski konoplji. Z nami v studiu je direktor podjetja Tomaž Rosič. En lep dober dan, hvala lepa ETV-ju za povabilo v oddajo in en lep dan tudi gledalkam in gledalcem v imenu podjetja BeHampy in pa Toro Green, torej BeHampy in Toro Green podjetja. Pa mogoče čisto za uvod, preden kaj več poveste o industrijski konoplji, malce besed o podjetju, kako je prišlo do ukvarjanja z industrijsko konopljo. Ja, torej poglejte, mi smo pred 2 leti prišli do revolucionarnih in pa šokantnih informacij na področju zdravja. Te informacije so pravzaprav potrjevale in pa segale kar 10 000 let nazaj. Ugotovili smo, da je civilizacija človeška uporabljala industrijsko konopljo v različne namene. Mi se danes bomo pogovarjali o zdravju, torej predvsem za zdravje tudi, kako je uporabila te izdelke za to, da so ljudje bili bolj zdravi. In na drugi strani, pred 70 leti približno, je farmacevtska industrija skrbno poskrbela, da se je industrijska konoplja kriminalizirala, torej da je postala na nek način skrita. Ali je to naključje, da so kriminalizirali industrijsko konopljo? Seveda ni to naključje. To je bila skrbno izvedena aktivnost za zaščito farmacevtskih interesov, ker farmacevtski lobiji in industrija potrebuje bolne ljudi, ne želi imeti zdravih ljudi, ne želi, da nekdo s pomočjo narave ostane zdrav, ker potem njim biznis ne bo tekel, ne bo laufal. In vidite, ko smo mi prišli do teh informacij, da industrijska konoplja in njeni izdelki lahko pomagajo pri več kot 50 različnih boleznih, da zmanjšajo težave, da odpravijo težave in da je civilizacija že 10 000 let uporabljala, smo rekli, mi ne smemo biti tiho, moramo ljudem povedati. In takrat se je zgodila naša zgodba. Mi smo prvi na slovenskem trgu izdelke iz varne industrijske konoplje, za katero imamo dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, torej to so izdelki, ki so popolnoma varni, ki so preizkušeni, ki so pod nadzorom slovenskih inštitucij. Kako smo jih dali na trg pred 2 leti? Danes nas najdete v več kot 90 različnih specializiranih trgovinah in lekarnah in danes nas želi imeti skoraj polovica Slovencev, skoraj polovica. In ja, to je tudi nekaj slabega tukaj, da ne zmoremo več, da so naše zmogljivosti so omejene, mi ne moremo proizvesti toliko izdelkov več, kot jih trg želi. Kje pa imate sedež podjetja? Sedež podjetja imamo na Škofljici, to je Škofljica pri Ljubljani. Ja. Drugače imamo pa tudi lastna polja industrijske konoplje. Mi sami predelamo izdelke. Da lahko posadiš industrijsko konopljo, moraš dobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, ki ti točno določi, katere semena lahko posadiš, torej da so to varni za potrošnika. In ja, to je skrbno nadzorovano. Agencija za zdravo hrano nas kontrolira, da zaradi pač varstva potrošnika, kar je tudi prav tako. Prav. Bova potem še to pojasnila, zakaj je prav. Koliko vas je zaposlenih? Tako, nas je zaposlenih 13 zaposlenih. Različnih formatov, verjetno. Različnih formatov, večinoma so to strokovni delavci, strokovnjaki, ali farmacevti, ali zdravstveni delavci. Torej, večinoma je to tega strokovnega kadra, ki imajo veliko znanja na tem področju. No, in prej ste govorili o tem, da imate polja z industrijsko konopljo in recimo, čisto laično, če vi meni podarite eno sadiko v loncu in mi to podarite in jaz to spravim, dam in zalivam, imam to na balkonu, ni dovoljeno, ne? Ne, ni dovoljeno. Po zakonu ni dovoljeno. Če vi pridobite dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, tako kot ga imamo mi,
potem lahko posadite, vendar ne ene sadike, temveč 1/10 hektara. Aha. Ja. Torej nikakor ne na balkonu, na okenski polici. Ne, to ne gre. Če tudi je to industrijska konoplja. Če tudi je to industrijska konoplja, ker ja, seveda država želi imeti to pod kontrolo, kar je tudi prav, zaradi varstva ljudi, in to je zelo pomembno. Torej naši izdelki BeHempi so popolnoma varni, so več kot 10 000-krat preizkušeni v Sloveniji, kar pomeni, da imamo več kot 10 000 strank, so skrbno z vsemi analizami. Ja, in nas najdete v več kot 90 specializiranih trgovinah, lekarnah, in tudi imamo lasten svetovalni studio, kjer lahko stranke pokličajo in vprašajo za brezplačni nasvet, in to je na številki 080 34 29, ali pa se oglasijo direktno na našo spletno stran be-hmpy.si, kjer lahko dobijo vse informacije, kjer lahko naročijo izdelke. Skratka, mi smo strankam na razpolago, vedno. Ja. Deva iti malce od začetka. Kaj sploh je industrijska konoplja? Pa v čem se recimo razlikuje od tiste, ki jo poznamo, katere se izdeluje, recimo marihuana? Ja, okay. Konoplja je pravzaprav, po mojem mnenju, samo ena. Samo da nekatere vrste konoplje, potem nekatere sorte, bolj pravilno, vsebujejo višjo vsebnost THC-ja. In THC je tista substanca, zaradi katere jo tudi nekateri uporabljajo za rekreativne namene, torej zlorabljajo. Vendar to ni ta konoplja, ki jo BeHempi uporablja. Ja? Na drugi strani imate pa industrijsko konopljo, ki je dovoljena po celem svetu, se jo vzgaja in se vzgaja z različnimi nameni. Tukaj na mizi jo tudi imamo, si lahko kamera pokaže. Torej, ta industrijska konoplja je pa vzgajana, uporabljajo se je v industriji hrane, torej semena so izjemno hranilna za naš organizem v industriji. Uporabljajo se kot vlakna, za pridobitev vlaken, potem za pridobitev špak. To vsi vemo, slovenski prvi tolar je bil narejen na papirju iz konoplje. Skratka, konoplja, pridobi se tudi lahko dizel goriva. Skratka, iz konoplje se da veliko izdelkov izdelati, tudi tkanina. Mi pa smo, torej podjetje in blagovna znamka BeHempi je specializirana na prehranska dopolnila in torej te naravne učinkovine, ki pomagajo našemu telesu, da ostane v balansu, da si povrne balans. Skratka, mi smo na tem področju, torej šli v to področje zdravja s konopljo. In vsi ti izdelki iz industrijske konoplje so plod lastnega dela? Tako je. Mi smo razvili to zgodbo pred 2 leti, se je začela 2 leti pa pol, torej idejno začela, popolnoma sami. To je plod našega znanja, naših izkušenj in predvsem, kar je najbolj pomembno. Poglejte, BeHempi izdelki, ki jih imamo tukaj na mizi, bodisi so to konopljina smola, brez THC-ja, bodisi so to probiotične kapsule s konopljo, bodisi so to kapljice, so narejeni po postopku, da so popolnoma varni za potrošnika in da pomagajo na naraven način postaviti balans v našem telesu. Kako pa je to mogoče? Morda bi se površno dotaknil tega. Poglejte, konoplja ima ene učinkovine v sebi, ki se jim reče kanabinoidi. Meni osebno je to težka beseda. Torej, teh kanabinoidov je 145. In zakaj so ti kanabinoidi pomembni za naš organizem? Zaradi tega, ker naše telo nekatere od teh učinkovin kanabinoidov pravzaprav samo proizvaja. Mi ne rabimo konoplje, ko smo zdravi. Ko se pa zaradi različnih, rečemo, problem hrane, stresa, negibanja in tako dalje, se pa naše telo, starost tudi pride, torej
pride do različnih težav. Takrat pa, če dodamo konopljo, ti kanabinoidi na naraven način sprožijo, aktivirajo naše telo, da se samo postavi nazaj v ravnovesje. Torej, da se samo sebe ozdravi. Zato so danes na svetu milijoni, desetine milijonov ljudi, ki so pozdravili različne bolezni, bodisi so to raki, bodisi to so epilepsije, nevrološke težave, kožne težave, psoriaze, dermatitisi, potem pritisk, sladkor, več kot 50 različnih bolezni, ja, prebavne težave, kronova bolezen, skratka, potem holesterol, sladkor in še, bova pozneje bolj natančno, epilepsija, nespečnost, nervoze, skratka, pri vsemu temu pomaga in mi imamo 10.000 strank v Sloveniji v 2 letih, kar pomeni, da nas je vsak 200. Slovenec kupil naše izdelke in s ponosom lahko povem, da se od 10 strank 7 nam jih redno vrača in pripeljajo zraven še prijatelje. Zaradi tega, ker mi resnično poskrbimo, stojimo za svojimi izdelki, stranki pomagamo do boljše kvalitete življenja in na ta način, kot sem že prej omenil, vsi hočejo naše izdelke. Seveda, nažalost, je pa slaba stran tega, da smo majhni in da imamo omejene količine proizvodne, omejene količine surovin na razpolago, tako da tudi danes imamo samo 50 še terapevtskih kompletov na razpolago, samo 50 terapevtskih kompletov, ki jih lahko ponudimo naših strankam. In ja, ko se bo to končalo, žal bomo morali počakati približno 2 meseca, ker je nova sezona, zdaj nova letina prihaja. In kakšna je bila mimogrede, glede na to, da je bilo veliko suše? V redu, sezona je kar v redu, jesen bi lahko bila tudi mogoče malček boljša, ker je bilo veliko dežja, ja, dež ravno ni najboljša stvar, ampak kljub temu, tukaj imamo na mizi, imamo že novo letino, smo kar zadovoljni. No, prej, ko ste govorili o kanabinoidih in tudi prej sva govorila o THC-ju, v čem je tista poglavitna razlika, ne? Ker ljudje še vedno to menjavajo, ne? Torej, THC je tudi kanabinoid, en od teh 145 kanabinoidov, in ta THC povzroča omamljenost. Ampak zato tako radi posegajo nekateri. Nekateri, tako. Ja. Ampak kar je pa nedovoljeno, ne? Kar je pa nedovoljeno. Medtem ko industrijska konoplja, katero mi uporabljamo z dovoljenjem države, pa nima THC-ja, oziroma ga ima strašansko malo, torej ne morete s tem omamljenosti povzročiti z našimi izdelki. Zato so izdelki popolnoma varni, ne povzročajo, nimajo nobenih stranskih učinkov, ljudje. Torej, ja, zaradi tega tudi nekateri ljudje, ki so na črnem trgu kupovali konopljino smolo, ki je pa seveda iz črnega trga, nepreizkušena, neanalizirana, ima visoko vsebnost THC-ja, se vračajo k nam, ker so bolj zadovoljni, ker so na varni strani, ker je bistveno cenejše. In danes imamo tudi posebno možnost, imamo 50 terapevtskih kompletov, samo 50 terapevtskih kompletov na razpolago. Kaj to pomeni? To pomeni, pri težavah, ki jih imajo ljudje, je ponavadi potrebno 3 ali 6 mesečna kura, da se naš organizem postavi nazaj v ravnovesje. Torej, 3 ali 6 mesecev je potrebno jemati te prehranske dodatke. In mi smo dali sedaj prav posebno možnost gledalcem in gledalkam vaše televizije, 50 samo kompletov terapevtskih, to je 5 izdelkov plačajo, enega dobijo gratis zraven, prihranek je lahko tudi do 76 € pri enem kompletu, torej 5 se jih plača, enega dobijo gratis. In tega je samo 50 na razpolago še, ko bo to pošlo. Pokličejo pa lahko na tisto številko? Pokličejo, tako pa lahko na številko 080 34
2,9. To imate tudi na televizijskih ekranih. Dokler ne bo pošlo. Dokler ne bo pošlo. Potem pa bomo morali upisati na seznam, za čez 2 meseca približno bo naslednja runda. Prej ste dejali, da nekateri na vas gledajo malce, predvsem farmacija, bolj tako po strani. Ja. Že dolga leta, recimo, že prej. In zakaj po vašem se ne dobi to v vseh lekarnah? Poglejte, kot sva že prej omenila, če bi midva bila farmacija, in bi na drugi strani obstajal en izdelek, naraven izdelek, ki ga načeloma lahko vsakdo od gledalcev bi posadil na svojem vrtu, če bi bilo dovoljeno, in ta izdelek mu reši več kot 50 različnih bolezni, ali bi midva kot farmacija, kot farmacevta bila zadovoljna s tem? Seveda ne. Z vsemi močmi bi se branila, da ta izdelek, v tem primeru industrijska konoplja, ne bi bila na razpolago ljudem, ker potem farmacija, sva že rekla na začetku, ne bi nič prodala. Kljub temu se po nekaterih lekarnah dobi. Kljub temu nas dobite po nekaterih specializiranih trgovinah. Več kot 90 specializiranih trgovin je v Sloveniji, ker nas najdete nekatere privatne lekarne, Sanolabori, Kalček, skratka vse te specializirane trgovine, ki... Ne pa v Šparu, Tušu in tako naprej. Ne, to je izdelek za specializirane. Ne, to ni. Torej, nas najdete v specializiranih trgovinah, najdete nas lahko na internetu, info oziroma be-hempi.si, lahko nas najdete na brezplačni svetovalni številki 080 34 29. Potem nas lahko najdete na nemškem trgu, torej naše izdelke tudi deloma že imamo v tujini. Smo pa, moram poudariti, da smo gosti veliko televizijskih oddajah, ker vsi nas vabijo k sodelovanju, vsi želijo z nami sodelovati. Kljub temu smo eno strašansko veliko stvar naredili. V 2 letih smo dosegli 10 000 klientov, 10 000 ljudem smo pomagali. In najdete nas v vseh strokovnih revijah na temo zdravja. Dobite članke o nas, dobite priporočila, takole izgleda, to je slučajno ena strokovna revija, ki jo imam o zdravju. Na radih, torej smo gosti na radih, imamo predavanja, ravno smo prejšnji teden imeli, tudi smo na vseh sejmih, sejem za 3. življenjsko obdobje, ker smo imeli predavanja. Skratka, ko si enkrat dober, pa ko pomagaš ljudem, veste, vsi želijo s tabo delati. Dober glas se širi, slabši pa še bolj, ne pravijo? Še bolj, ja, tako. To je pa treba paziti, vedno, pri vsakem delovanju. Mogoče še eno zadevo, preden predstavite malce te izdelke. Ste morali vi za vse te izdelke dobiti tudi kakšna uradna dovoljenja, da jih lahko potem tržite, prodajate? Kako je s tem v Sloveniji? Poglejte, da mi izdelke lahko damo iz konoplje na trg, je potrebno prvo imeti svojo lastno konopljo. Da pridobiš svojo konopljo, moraš od Ministrstva za kmetijstvo dobiti dovoljenje, da jo lahko posadiš. Potem pa te Agencija za zdravo hrano kontrolira vse tvoje izdelke, ki morajo biti narejeni v skladu z vsemi standardi, HACCP, varstvo potrošnikov. In vsi naši izdelki, naprimer ena konopljina smola, ene kapljice, če pogledamo kapljice, ali pa konopljina smola, ali pa probiotiki, revolucionaren izdelek, kapsule z konopljo, imajo več analiz, ki so potrebne, preden mi jih lahko daš na trg. Torej, vsak naš izdelek je opremljen z najmanj 6-7 analizami, kajti to je osnova, da potem lahko prodaš takšne izdelke, kot so konopljine kapljice, to so 5%, potem probiotiki s konopljo, to je edinstven izdelek v svetu, to je revolucionaren izdelek, ki ponovno odkriva moč narave. Moč narave, ki je že 10 000 let civilizacija jo uporabljala. Torej, potem pa konopljina smola. Konopljino smolo smo
je naše podjetje Bihempi dalo prvo na slovenski trg pred 2 leti v legalni obliki. Torej vsi tisti Ne na črnem trgu, ne? Ne na črnem trgu, ki uporabljate ali pa ste slišali za uporabo, imate sedaj možnost in danes kupiti katerega od teh izdelkov v terapevtskem kompletu. 50 jih je samo na razpolago, potem bo zaprta možnost prodaje in to je 5 izdelkov se kupi, enega se dobi gratis in prihranek je kar lahko 76 €. Mogoče cena skupna? Pri takšnem terapevtskem kompletu. Na svetovalni številki 080 34 29 boste dobili več informacij. Smo pa ravno bili obveščeni iz našega studija, da je že 27 kompletov pošlo, tako da pohitite. Pa mogoče bi bilo prav, da predstavite kar smolo najprej, ki ste dejali, to je vaš prvi izdelek. Tako, konopljina smola je izdelek, ki je namenjen strankam, ki imajo najhujše oblike težav. Kakšne oblike težav? To so rak, različne vrste rakov. Imamo več ljudi, ki so pozdravili različne vrste rakov, naprimer na prsih, potem na rodilih, potem črevesje, ja, potem prostata, ja, rak prostate tudi. Potem še pomaga pri Parkinsonovi bolezni, ja. Potem pri Alzheimerjevi bolezni, tudi demenci. Ja. Potem je izjemno učinkovita konopljina smola pri vseh vrstah bolečin. Bolečine imajo ljudje, to so artritesi, sklepna obolenja, mišice, potem hrbet oziroma križni del. Skratka, pri vseh teh obolenjih, torej hujših obolenjih, je primerna konopljina smola. In doziranje, ne vem, je to za vsakega drugače? No, ravno to je tudi naša prednost. Dragi gledalci, pri našem podjetju edino v Sloveniji vam, poleg tega, da so to slovenski izdelki, da so kontrolirani, dobite tudi kompletna navodila s knjižico o uporabi konoplje in mi vse naše stranke spremljamo. Torej spremljamo od prvega dneva, ko pridemo z njimi v kontakt, do takrat, ko se ozdravijo, ko odpravijo svoje težave, spremljamo jim, dajemo support in pomagamo, mi stojimo ob strani in zato smo edinstveni v svetu. Tega nima nihče na tem svetu, torej da imajo podporo stranke. Veste, ker ko je človek bolen, pa ima neke težave, je zelo, zelo težko za vsakega, že se veste, če imate že vi vročino ali pa jaz, je to že hudo. Če so še hujše bolezni, je to še hujše. In takrat je pomembno, da imaš nekoga, ki ti stoji ob strani. In na številki, brezplačni svetovalni številki 080 34 29 dobite strokovno usposobljene strokovnjake, ki imajo tisoče in tisoče izkušenj naših strank, torej ki točno vedo, kako pomaga pri raku, kako pomaga pri epilepsiji, kako pomaga pri nervozi, pri nespečnosti, pri holesterolu, pri takšnih bolečinah, pri drugih bolečinah, ki vam dajo resnično podporo in na ta način vi hitreje in lažje ozdravite, odpravite svoje težave in ponovno normalno zaživite. In zdaj ta smola, še to vprašanje, kako se jemlje, se to primeša, kakšni hrani, se namaže, kako, kakšno je uporaba? Konopljina smola ima en zelo tak, bi rekel, praktičen dozator. Vzame se jo direktno pod jezik, se jo da. Ja, direktno se jo pod jezik, sedaj bom eno tukaj dal na razen. Glejte, dragi gledalci, takole konopljina smola zgleda, to je ta dozatorček, od zadaj ima en tak vijak in si ga lepo dozirate odvisno od težav, od vrste težav, ne, lahko je to pol kroga, lahko je to cel krog 360, lahko je pri hujših oblikah bolezni tudi dva kroga. Lahko je to enkrat na dan, lahko je to 3-krat na dan. Glede na posvetovanje z vašimi strokovnjaki. Tako. Pomembno pa je, gospod Igor,
Pomembno pa je, da se vedno naredi 3-mesečna ali 6-mesečna kura, da se telo trajno postavi nazaj v ravnovesje. Imamo ničkoliko primerov, ker so stranke po 14 dneh, 3 tednih že se rešile težav, bolezni različnih. Pa prenehajo. Pa prenehajo, pozabijo in seveda čez 1 mesec, čez 2 meseca se potem to povrne, kar si pa nihče ne želi. Zato smo mi se tudi odločili v našem, bi rekel, naši filozofiji to, da stranke, ki niso pripravljene 3 ali 6 mesecev, jih rajše zavrnemo. Za koliko pa je ena takšna doza? Za mesec, 2 meseca? Je lahko za mesec ali pa 2 meseca. Ja, koliko količinsko je treba jemati. Odvisno od težav, ja, tako. Greva mogoče še na drugi izdelek. Ja, super. Konopline kapljice s konopljino smolo, to je izdelek, ki je, bi rekel, manj koncentriran kot konopljina smola, zgleda takole. To je steklenička, ki jo pred uporabo se pretrese, ima kapalko. To je za lažje oblike težav, naprimer, če dovolite, da ne vem kakšno... To je tudi zelo pomembno za imunski sistem. Se pravi, človek, ki je zdrav in želi ostati zdrav, je to idealno preventivno sredstvo za... Pred prahladi, zdaj prihaja jesen, se pravi pomanjkanje sonca in tako dalje, vse to. Torej, tudi za preventivo so naši izdelki izjemno dobri, da torej imunski sistem, težave s kožo, potem nevrološke težave, potem bolečine, kot smo že omenili, lažje oblike bolečin, potem Kronova bolezen, težave s prebavo, epilepsija. Tudi pri epilepsiji pri otrocih, pa pri starejših, pri otrocih uporabljajo CBD kapljice, konopljine kapljice tudi na... Pa verjetno tu preventivno, ne potem že, ko je napad, ne? Ali pa po? V bistvu pri otrocih, ki trpijo za to boleznijo, ki so podleženi bolezni epilepsije, se to uporablja. Dr. Neubauer na pediatrični kliniki v Ljubljani, imate veliko prispevkov na YouTubeu, v medijih, izjemne rezultate. Nekje od 10 pacientov v 8-9 primerih pomaga, najmanj kar pomaga izboljšati. Potem glavkom, herpes, holesterol, stres, tlak, migrena, prostata, putika, nespečnost, Parkinsonova, no Parkinsonova je bolj smola, pa težave s ščitnico tudi, hormonske težave. Doziranje je pa podobno kot verjetno... Lahko je to 1 do 3-krat dnevno, zavisi zopet od vrste težav. Tudi 3 ali 6 mesecev, ne? Ja, da se ne prekine. Obvezno. 90 dnevno se vedno pogovarjamo. Poglejte... Je pa potem, ko je, ne vem, 90 dni mimo, pa če se človek počuti zdravega ali pa 6 mesecev, se pa lahko potem tudi za kakšno leto ostavi. Oziroma, ko se pojavijo težave, se pokliče spet na to številko. Poglejte, potem mi svetujemo, ko se te zadeve uredijo, svetujemo samo 1-krat na leto narediti po 1 mesec še za vzdrževanje. Enomesečno kuro. Enomesečno kuro, tako. V tem primeru pa ja. No, potem imate pa še naslednji izdelek. Ja, hvala lepa. Torej, mi smo v kapsulah združili dve najmočnejši komponenti, ki jih narava, ki jih je naredila. Torej, ponovno odkrivamo moč narave, ki je tisočletja že stara, ki je... Ja. In rekli smo, konopljo se 10 000 let uporablja že, medtem ko probiotike je pa že stari grški zdravnik, imate prve zapise, 400 pred našim štetjem, Sokrat, mu je bilo ime, rekel, da 70% naših bolezni izvira iz nezdravega črevesja. Kaj to pomeni? To je 2000 let nazaj so že to vedeli, grški zdravniki. Poglejte, 70% našega imunskega sistema je v našem prebavnem traktu. In če je ta nezdrav, če ne štima, če nima pravih bakterij, potem slej ali prej pride bolezen domov. In mi smo združili dve najmočnejše stvari iz narave. Eno je konoplja,
ki generalno pomaga pri ravnovesju. Drugo, dodali smo i probiotike, Saccharomyces boulardii. To je probiotična mikrokultura, ki jo ni na slovenskem trgu. To je nekaj najboljšega v svetu, tudi najdražje, ja, je to pridobiti. Združili smo eno z drugim in ustvarili smo sveti gral. Sveti gral naravnih učinkovin, ki pomagajo pri vseh vrstah prebavnih težav, ki pomagajo pri kandidi, pri kronovi bolezni, pri psoriazi, pri dvigu imunskega sistema, ker veste, probiotiki poskrbijo, bi rekel, branijo naš imunski sistem pred patogenimi organizmi, pred glivicami, skratka, predvsem tistim, kar je slabo za naše telo, in to se vse v prebavnem traktu dogaja. Spodbujajo imunski sistem in prenašajo tudi hranila v našem prebavnem traktu, in brez zdrave probiotične kulture je samo vprašanje, kdaj in kje bodo težave nastopile. Še eno vprašanje se mi zdi na mestu. Ne vem, nekako imam občutek, da je bolje poklicati na to vašo svetovalno številko, se pozanimati, povedati, kakšno bolezen pač imamo, pa kakšne težave imamo, kot pa izdelek mogoče kupiti, kje v teh lekarnah oziroma trgovinah, kje se dobi. Ali pa tam kupiti, pa še vedno poklicati potem na to številko. Ja, zelo dobro razmišljanje. Pravzaprav jaz bom rekel tako in eno in drugo, sploh stranke, ki nas poznajo že, ki poznajo naše izdelke, in teh je 10 000, več kot 10 000 v Sloveniji, in oni že lahko tudi grejo v svetovalno trgovino. Ja. Medtem ko drugi, morda ki začenjajo, pa rajši pokličajo na našo številko 080 34 29, kajti to je brezplačna svetovalna številka, ja, kjer stranke dobijo to pomoč, informacije, in še enkrat, da torej mi stojimo ob strani, mi spremljamo od prvega dneva. Povratna informacija je zelo, preko skoraj nujna, ne? Mi po defaultu stranko pokličemo po enem mesecu, po 2, pa po 3 mesecih in preverjamo in zapisujemo stanje. Da vemo, kaj se stranko dogaja. Tega vemo, da pač zdravniki žal ne morejo, vse vemo, kako gremo zdravnikom, so čakalne vrste in tako dalje, pač je to drugače. Ja, mi smo pa drugače povezani tudi z Svetovnim inštitutom za področje konoplje, ICANA inštitut, ki ga sestavljajo zdravniki, ki ga sestavljajo raziskovalci, mikrobiologi, skratka znanstveniki, večinoma so to doktori znanosti. Povezani smo pa z njimi zaradi tega, ker smo mi en največjih virov informacij v svetu, ker imamo direktno feedback od strank in vse to imamo beleženo, se pravi, vodimo skrbno evidenco, kaj se dogaja. In ta Svetovni inštitut, ICANA inštitut, se dejansko dobiva informacije od nas in se na ta način se tudi uči. In mi se učimo od njih, seveda, oni so pa strokovnjaki, oni so doktori, oni imajo veliko znanja pač na višjem nivoju. Mi pa imamo ta feedback, kako se reče, od ljudi, povratno informacijo. To je pa zelo, zelo dragoceno danes. Še eno laično vprašanje. Seveda se zgodi, da ljudje preslišimo kakšen nasvet in se predoziramo, vzamemo preveč, ne vem, kapsul ali pa preveč smole damo pod jezik. Ja. Kaj v teh primerih? So kakšni stranski učinki, slabi? Hvala lepa za vprašanje. Pri naših izdelkih ni stranskih učinkov, tudi če bi cele kapljice popil. Torej, ker nimajo THC-ja, so popolnoma varni, in ker telo, te učinkovine, ki jih konoplja ima, so popolnoma naravne našemu telesu, ker jih samo proizvaja naše telo, ko je zdravo. Ja? In naše telo to na naraven način izloči, če bi preveč vzeli. Skratka, nimamo nobenih negativnih izkušenj, nimamo nobenih problemov, da bi stranke imele kakšne težave, kdaj v 2 letih pri 10 000 strankah nimamo, potekam na mizo, naj temu tudi tako ostane. Ampak vseeno se je bolje držati navodil, ne? Navodilu, vsekakor, ja. Najboljše se je držati. Tudi zaradi lastnih finančnih sredstev, ne? Naprimer, to je eno. To je eno, in kot drugo je, če nekaj svetujemo, potem svetujemo z razlogom. Veste, tudi zdravnik vam predpiše antibiotike in reče, poglej, moraš jih vsakih 6 ur, 8 ur ali pa enkrat na dan zavisi in moraš jih do konca pojesti. Tako je, ja.
Ja. Tako. Da je potem pravi učinek, ne pa po 2 dneh prenehati. Ne? Ne vem, za ljudi je to zelo koristno. Slovenci smo pa kar znani, da imamo ogromno teh hišnih prijateljev, od muck, kužkov, pa ne vem kaj še vse, tudi zbolijo. Tudi kar zdravo je, zelo drago je potem, ko damo živali zdraviti. Tudi to lahko kaj pomaga? Super vprašanje. Domače živali so vretenčari, tako kot mi. In imajo enak sistem kanabinoidni, kot ga imamo mi. In vse to, kar se pogovarjava, je popolnoma enako tudi za domačo mucko, za domačega konjička, za domačega kužka. Deluje na enak način. Torej, ravno tako na naraven način spodbudi v organizmu samozdravljenje in težave, ki jih imajo male živali, se ravno tako pozdravijo. To je tukaj tudi razlog, da bo v kratkem iz naše strani prišel na trg en nov izdelek oziroma kompletna linija, ki mu bomo rekli My Lovely Pets, v angleščini bi bilo, v slovenščini bi bilo to Moje ljube živali, domače živali, ki bodo pa prav izdelki prav namenjeni za male živali. Seveda tudi danes te izdelke, ki so za ljudi lahko komot, se uporabi tudi pri živalicah domačih. Še ena takšna, mogoče tudi lahko da laično vprašanje. Predstavili ste 3 izdelke, se izključujejo ali lahko recimo vse 3 naenkrat jemljemo? V določenih primerih svetujemo uporabo kombinacijo kapljic in kapsul, kar v veliko primerih je zelo pomembno, ker da se in torej to probiotično v našem črevesju uredi ta mikroflora in hkrati, da se potem kanabinoide še dodaja. Ali pa kombinacijo smole in kapsul. Ne dajemo pa nikoli kombinacije tega dvojega, ker ni potrebno, ker je to enako, samo da je to bolj švoh obliki in to v močnejši obliki. Morda še nekaj bi izpostavil, dragi gledalci, ker so to popolnoma naravne učinkovine. Konoplja ima kanabinoide, ki jih je 145, ki so blagodejni za naš organizem, naše celice, vse naše celice našega telesa imajo receptorje za te kanabinoide, ker telo jih samo proizvaja. Nima samo konoplja, imajo tudi nekatere druge rastline, vendar bistveno manj, naprimer ameriški slamnik. Tudi, ja. Poznamo imunal, vsi poznamo imunal, kupimo v lekarni, torej ima tudi kanabinoide. Zaradi tega, ker so to naravne učinkovine, se ne kregajo z nobenimi zdravili. Aha. Torej, terapije, ki vam jih zdravniki predpišejo, se jih držite, tako kot so jih zdravniki predpisali in nič drugače. Vi samo dodati to, dodati, ker se ne tepe, se ne krega in vaša pot k zdravju bo bistveno hitrejša in morda z nekaterimi zdravili jo nikoli sploh ne dosežemo, ker vemo, da na drugi strani podirajo ravnovesje, na eni nekaj urejajo, na drugi strani podirajo, medtem ko so tukaj popolnoma varna, naravne učinkovine, ki resnično poiščejo razlog, kje v telesu je problem, zaradi naših receptorjev, ki jih imamo. Primer, nekdo ima migrene, nekoga pa sklepi bolijo. In bova uporabila isto učinkovino in ker je naše telo tako inteligentno, ker imajo celice receptorje, bodo nekomu, tistemu, ta prvemu pri migreni pomagali odpraviti jo, ta drugemu pa pri težavah v sklepih. Vidite, to je moč, torej zato pravimo, da ponovno odkrivamo moč narave, ki jo civilizacija 10.000 let so ljudje, kitajski cesari, so temu rekli vrhunski eliksir nesmrtnosti. Dragi moji, mi, podjetje Toro Green in Be Happy, ni nič novega pogruntalo. Mi nismo genialci. Ne, mi smo samo imeli informacije, znanje, vedeli smo, zakaj farmacevtska industrija bremza in enostavno rekli smo, ne smemo molčati, moramo ljudem povedati, kako lahko na naraven način, s pomočjo narave, vzpostavijo nazaj svoje zdravje, kako si povrnejo svoje zdravje
in to na popolnoma naraven način. In vidite, tukaj je tudi točka ali pa vrh našega poslanstva. Eno so naši izdelki. Ja, imamo super izdelke, dali smo iz narave izdelke, pomagali smo 10.000 ljudem. Vidite, tukaj je pa glavno sporočilo. Naše poslanstvo je v temu, da spreminjamo svet na boljše. In jaz smatram osebno, da če bi samo eni osebi pomagali na temu svetu, da je boljše se počuti, da je bolj zdrava, potem smo že dosegli svoj namen. Ampak mi smo pomagali več kot 10.000 Slovencem, da so bolj zdravi, da so odpravili svoje težave. In temu poslanstvu bomo sledili tudi naprej, torej spreminjamo in pomagamo ljudem, da boljše živijo, da bolj zdravo živijo in tako spreminjamo svet na boljše. So kakšne starostne omejitve tistih, ki uporabljajo vaše izdelke? Hvala lepa za vprašanje. Naša najstarejša stranka ima 98 let. Jaz sem sam oče 2 otrok. Moja najmlajša punčka ima 2 leti pa pol. Od 2-3 mesecev naprej je dobivala kapljice, ko je sine starejši prinesel kakšne stvari iz vrtca, zato da smo imunski sistem smo pač ga močnega držali, da ni bilo težav. In vidite, ni omejitev. Morda, ja, spomnil sem se, torej, ko matera rodi otroka, ima mleko, je tako? Doji. Vsi smo slišali, že včasih se pri starem reklo, joj, dlje ga mama doji lahko, močnejši bo. Nič se ga ne bo prijelo. Če ga doji lahko 2-3 leta, super, ta bo velik, močen, nič ga ne bo zagrablo. In to starejši ljudje vedo. Ja? Kaj pa je razlog? Ker je v mleko je najbolj idealna hrana za otroka. Kaj pa še vsebuje to mleko? Kanabinoide. Torej, mama sama proizvaja kanabinoide, o katerih se pogovarjamo tudi danes, mi že 20 minut ali pa 25 minut. Te iste kanabinoide, zakaj ona proizvaja kanabinoide? Torej, zato, ker jih človeški organizem ne rabi? Ne. Zato, ker jih rabi, ker je to zaščita za otroka, ker je to generalni imunski, to je nad imunskim sistemom, je kanabinoidni sistem, brez njega. Brez kanabinoidnega sistema v našem telesu, brez kanabinoidov, civilizacija sploh ne bi obstajala. Nas ljudi v takšni obliki, kot smo danes, sploh ne bi obstajali, če bi naše telo ne imelo lastnega kanabinoidnega sistema. Vidite, in v temu je širina in moč, in v naslednjih letih bomo veliko slišali o temu področju, veliko bomo slišali tudi o podjetju BeHappy, o naših izdelkih, kajti sedaj smo šli v Nemčijo, gremo v Španijo, gremo na Švedsko, praktično cel svet si želi naših izdelkov, seveda imamo pa omejene količine in danes smo dali na razpolago 50 terapevtskih kompletov, 5 izdelkov plus enega gratis dobite, katerikoli so to izdelki, a so to kapljice, a so to smola ali kapsule. In bil sem ravno prej obveščen, da je 34 teh kompletov že prodanih, da jih je samo še 14 na razpolago. Mi dva sva že skoraj da več kot 40 minut skupaj v tem studiu. Torej, zagotovo še bova v naslednjem mesecu, pa tudi še v decembru. Ja. Takrat bo še priložnost, da kaj poveste. Čisto za konec, je kaj potrebno še dodati za tokratno prvo oddajo ali mogoče samo, katera je tista številka, da pokličejo, da tudi sami kaj vprašajo? Tako, lahko se obrnejo na spletno stran be-hmpy.si in nam pišejo ali spletno trgovino poiščejo. Lahko grejo v 90 specializiranih lekarn in trgovin v Sloveniji. Lahko nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 3429. Ki je tudi izpisana. Ki je pa tudi izpisana, ja, na ekranu. In ne pozabite, da v Sloveniji je nekaj bom rekel, blagovnih znamk, ki tudi ponujajo konopljene izdelke.
Mi smo edini, eni redkih, ki imamo slovenske izdelke, ki so na slovenskih, na naših poljih zrasli, ki smo jih sami naredili, sami proizvedli, torej BeHampy vam daje garancijo slovenske kakovosti. Mi smo tudi eni redkih, ki smo pod kontrolo Agencije za zdravo hrano. Imamo vse analize in smo edini, ki smo več kot 10.000-krat preizkušeni v Sloveniji. In moja zaključna misel bi bila pravzaprav vsi tisti, ki ste zdravi ali pa ki imate kakršnekoli težave, poiščite našo pomoč, naročite si izdelke BeHampy in si tako pomagajte do vašega boljšega zdravja. Gospod Tomaž, hvala za tokrat, za gostovanje v prvi oddaji. Kmalu spet dobrodošli. Hvala lepa, nasvidenje. Tudi v mojem imenu srečno.